Mi pa spet začenjamo s policijo. Peterica zdaj že bivših policistov se je namreč te dni znašla na nasprotni strani sodne dvorane kot običajno. In to ne zato, ker bi bili preveč pijani, da bi našli svoje zice. Peterici sindikalnih predstavnikov iz policijskih vrst zdaj namreč grozi kazen več let za zapahi. Ker naj bi se v zaprti skupini na Facebooku dogovorili za izvedbo prometne kontrole takratnega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja. Tako je, sindikalni predstavniki so se kar na Facebooku dogovarjali, da bojo načrtno ustavili in oglobili ministra Koprivnikarja. Ljudje, ki so izurjeni za zbiranje podatkov, so se za kriminalno dejanje dogovarjali na portalu, ki je izurjen za zbiranje podatkov. Manjkalo je samo še, da naredijo dogodek ustavljanje in oglobitev ministra Koprivnikarja in ga delijo na strani ministrstva. Je pa policistom vsaj uspelo dogodek speljati do konca. V času najdaljše policijske stavke v zgodovini Slovenije, ki je trajala skoraj leto dni, policijska patrulja v Škofji Loki sredi noči ustavi ministra za javno upravo. Preizkus alkoholiziranosti zgledno opravi. Zgledno? Zgledno? Koprivnikar je napihal 0,12. Jaz mislim, da je zgledno, če napihaš 0,0. Kako gre pol ta lestvica? Nad 0,2 promila si manj zgleden, med 0,1 in 0,2 si zgleden, pod 0,1 pa copata ali kaj? Kakšna kazen pa zdaj grozi organizatorjem Facebook dogodka? Kako se bo izteklo tokrat, ko jim grozi do 4 leta zapora, še ni jasno. 4 leta čuze. Za tako visoko zaporno kazen so se najbrž kar fajn finančno okoristili. Hilda Tovšak, se spomnite, je dobila... A ja, se je tle. Hilda Tovšak je dobila koliko let zapora? 8 let zapora za 3,5 milijona evrov. Torej se ti fanti morajo zaslužiti vsaj kakšen milijon ali pa 2. Denis probi Ločane v zasedo poslati, ziher bo pihnil. Če ga ujamejo in napiha, dam za večerjo patrulji. Vsi funkcionarji damo za večerjo. Bejž. Fantje so tvegali 4 leta svojega življenja v zameno za večerjo. Kakšna večerja je pa to morala biti? Očitno zadnja večerja. Pri vsem tem se porodi vprašanje, ali je bila ustavitev ministra Koprivnikarja res posledica dogovarjanja policistov ali pa so ga ustavili povsem naključno. Mogoče pa so fantje povsem nedolžni. Mimogrede, idemo pogledati, kdo je pa njihov odvetnik? Moja stranka ni imela nikakršnega ne domnevnega, ne dejanskega vpliva. Če se policisti med seboj pogovarjajo, še ne pomeni, da ima nekdo vpliv na drugega. A ja, Matos, pa so krivi, pojmo naprej. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!